glasbeno prireditev smo posvetili 10 letom, uspešnim letom Kovačije, izdaji knjige in prenovi, otvoriti Tiki bara, ki je tam čez. In dokler Beli grad stoji, naj slavo Lavdonu časti. Veš, poznam te, ne blefiraj, meni teče tvoja kri. Povej mi, kaj je smisel, da še tukaj me držiš. In naj povej mi, jaz nisem.
še na mnoga leta, tako kot ti gre zdaj, da skupaj s tabo rastemo, sem res ponosna na te. Potem sem pa videl njegov 7. nož. Potem sem pa rekel, ok, ne vem, kaj bo iz tega, ampak nekaj ful dobrega pa ful zanimivega bo. In 10 let kasneje je en dogodek, ki ga res ful ne bi zamudil in imam ful dober občutek vsakeč, ko pridem. Imaš kakšno super zgodbo, anekdoto z Lenartom, kakšen tak spomin, ki ga lahko deliš z nami? Veliko jih pa ne morem jih deliti z vam v kamero. Super, tudi to je dober odgovor. Samo naj drži tako, kot drži sedaj, ne samo ostane tako, kot sedaj. Mi pa bomo njega odprli in pomagali mu v vseh njegovih crazy idejah, kar jih on ima. A on jih ima veliko. Kamero, Lenart, pa go. Naj se malo umiri, naj začne malo počivati, nekaj še nož manj naredi, ker pač ga hočemo imeti dlje, oziroma ga hočemo imeti na daljši rok. Piki, ti si res super človek, od tebe sem se naučila veliko. Pa skozi se učim še naprej, nosiš srce na rokavu in si top do vseh, do ljudi, do živali. Ful te imamo radi vsi, ful si priden, včasih bi se lahko malo ustavil. Jaz sem delal fotografije, Miha Erič je delal grafike za knjigo, ta Gordon Čuka je pa oblikoval knjigo. In samo od sebe se je to sestavilo, da Gordon Čuka je bil moj profesor na faksu, na IEM-u, istočasno je pa 8 let nazaj učil Miho Eriča na ALU-ju. Se pravi, smo v bistvu profesor in 2 učenca smo Lenartu dejansko skupaj sestavili knjigo. Ja, tako, kar naenkrat sem jaz in lastnik in pač imamo dobre ljudi okrog sebe, dobre stvari se dogajajo in zahvalo za vso podporo in za ves entuzijazem, ki smo ga en drugemu izkazali, sem rekel, da moramo vršiti nek mali party. Brez kulture pa pač vsebine ne gre. Če sem že izdal knjigo, sem mogel vsaj 1 uro posvetiti temu, da pač povemo približno, zakaj se gre, kaj od knjige pričakovati. In če vas zanimajo noži, recimo kako se nož izdela iz nule, zdaj imate en priročnik narejen na 70 straneh, na kratko in jedrnato, kaj vse se potrebuje in kako je čez postopke, tako da se ne dela prevelika škoda. Ne?